Še vedno obstaja veliko stvari, ki jih ne vemo o samem planetu Zemlja. Naprimer, večina ljudi misli, da je Zemlja popolna krogla, ampak v resnici to ni res. Ker je naša Zemlja sploščeni sferoid, je podobna obliki žoge, ki je nekoliko stisnjena od zgoraj in spodaj. Zaradi tega je sredina našega planeta širša v primerjavi z obema poloma. Ekvatorialni premer naše Zemlje je približno 12.754 km, medtem pa je polarni premer okoli 12.711 km. Razlika se sliši majhna, vendar pomisli, še vedno je skoraj 43 km razlike in to še ni vse. Od vseh planetov v Osončju ima Zemlja največjo gostoto oziroma so materiali v notranjosti Zemlje najbolj zgoščeni. Sledi le planet Merkur. Pod našimi nogami se tudi vsaka plast planeta premika drugače. Jedro, plašč in skorja Zemlje se ne vrtijo vsi z enako hitrostjo. To pomeni, da imajo svoj lasten gibanje znotraj planeta. Še bolj presenetljivo pa je, da skoraj polovico celotne mase zemljine skorje predstavlja kisik. Vendar to ni tisti kisik, ki ga dihamo. Namesto tega je skrit znotraj kamnin in mineralov, ki jih najdemo globoko v Zemlji. Medtem pa je približno 25% silicij. Preostali del pa so različni elementi, ki sestavljajo svet, kot ga poznamo danes. In če pomislimo, je zemeljska skorja tudi zelo debela. Na večini celin doseže približno 35 do 45 km. Ampak pod velikimi gorskimi verigami lahko debelina doseže celo do 75 km. In bolj ko gremo globlje, bolj brutalne postajajo razmere. V samem središču Zemljinega jedra gostota snovi doseže približno 12,5 ton na kubični meter. Medtem pa je pritisk tam zastrašujoč. Pri 3,7 milijona atmosfer je skoraj nemogoče, da bi katerakoli znana oblika življenja tam živela ali preživela. Zanimivo je pomisliti, da je človek že stopil na Luno, poslali smo robote na Mars in raziskali smo tudi najgloblje dele oceanov. Toda, ko gre za samo notranjost Zemlje, v resnici vemo zelo malo. Zdi se, da poznamo vesolje bolje kot svet, ki leži neposredno pod našimi nogami. In da bi sploh malo pokukali v globino Zemljine skorje, je potrebna ogromna odprava. To je skoraj tako težko, kot pošiljanje misije v vesolje. V preteklosti je bilo nekaj projektov, ki so poskušali izkopati najgloblji del planeta. In presenetljivo je, da so odkrili stvari, ki so resnično spremenile pogled znanosti. Zato bomo danes pogledali enega izmed najglobljih in najbolj nevarnih projektov, ki jih je človek kdaj poskusil. Toda preden začnemo, ne pozabite všečkati našega videa. To nam, ustvarjalcem vsebin, res veliko pomeni. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Najprej, kaj je pravzaprav pod Zemljo? Ali obstaja možnost, da je življenje v zelo globokih delih planeta? In kakšne nenavadne stvari so tam že odkrili? V vsej zgodovini rudarjenja in raziskovanja pod Zemljo je bila večina izkopavanj opravljenih iz praktičnih razlogov. Pogosto je bil cilj najti nafto, plin ali dragocene minerale. Vendar obstajajo nekateri projekti, kjer ni v ospredju denar, temveč čista znanost. In pogosto so prav ti imeli najgloblje izkope. Ko so komercialna vrtanja postajala globlja, so znanstveniki vedeli, da v največjih globinah ne bodo več našli ničesar. Ni več nafte, ni več plina, ni več mineralov, ki bi jih bilo vredno pridobivati. In tam se začne pravo znanstveno raziskovanje. Zaenkrat lahko rečemo, da človeštvo šele začenja s preučevanjem resnične globine Zemlje. Pravzaprav tudi najgloblja luknja, ki jo je človek izkopal, še vedno ne sega do plašča planeta. Ker lahko celinska skorja Zemlje doseže debelino okoli 30 km ali celo več. To bi bilo lažje narediti pod oceanom, ker je oceanska skorja tanjša. Na nekaterih mestih je debela le okoli 5 km. Zato so Američani v 60. letih prejšnjega stoletja poskusili projekt imenovan projekt Mohol. Njihov cilj je bil preluknjati oceansko dno in doseči Zemljin plašč, vendar projekt ni bil uspešen. Minilo je veliko let in v začetku 2000-ih je Japonska to ponovno poskusila s projektom Chikyu. To je bila zelo napredna vrtalna misija z namenom doseči večje globine kot katerikoli prejšnji projekt. A kljub temu, kako napredna je bila njihova tehnologija, jim še vedno ni uspelo popolnoma doseči plašča. Kljub temu,
Če pa govorimo o možnosti, da bi dejansko prišli do samega jedra Zemlje, je to v resnici že skoraj znanstvena fantastika. Če pomislimo in resnično sprejmemo, da smo od tega še zelo daleč, zunanje jedro Zemlje je namreč približno 2900 km pod površjem. Skoraj nemogoče si je predstavljati, kako globoko je to. Da bi bolje razumeli, si predstavljajte to. Mednarodna vesoljska postaja ali ISS kroži okoli Zemlje na višini približno 400 km od planeta. To pomeni, da je za človeka lažje. Iti v vesolje je lažje kot priti do jedra lastnega sveta. In tudi danes, ko je tehnologija zelo napredna, tega še vedno nihče ni dosegel. Vendar obstaja en projekt, ki je skoraj postal legenda, ko gre za globoko vrtanje. Koljska supergloboka vrtina. Do danes ima koljska supergloboka vrtina še vedno svetovni rekord kot najgloblje luknja, ki jo je človek izkopal na našem planetu. Njena končna globina je dosegla približno 12.262 metrov. In čeprav je sledilo veliko sodobnih projektov potem, še vedno nihče ni presegel tega rekorda. Še bolj impresivno pa je, da to ni bilo narejeno za iskanje nafte ali plina. Edini razlog za izkop je bilo čisto znanstveno raziskovanje. Znanstveniki so želeli preučiti najstarejše kamnine na Zemlji. Upali so, da bodo morda odkrili informacije o tem, kakšen je bil planet, ko je bil še povsem nov. Za projekt so izbrali območje blizu polotoka Kola v Rusiji, ki je del tako imenovanega Baltskega ščita. To območje je posebno, ker se tu nahajajo nekatere najstarejše vulkanske in magmatske kamnine na Zemlji. Nekatere od teh kamnin naj bi bile stare okoli 3 milijarde let. Da bi razumeli, kako stare so te kamnine, je treba vedeti, da je Zemlja sama ocenjena na približno 4,5 milijarde let. To pomeni, da ko kopljejo globlje v to starodavno geološko formacijo, se kot da vračajo v najzgodnejše čase našega planeta. Kot da bi opazovali otroštvo Zemlje. Vrtanje se je začelo maja 1994 in to ni bil hiter postopek. Potrebovali so 4 leta, da so dosegli globino približno 7263 metrov. Na začetku so uporabljali opremo za vrtanje, ki se običajno uporablja pri pridobivanju nafte in plina. Toda ko je operacija postajala vse globlja, so morali razviti bolj napreden sistem. Namestili so novo turbinsko vrtalno napravo. Pri tej postavitvi se ni vrtela cela vrtalna cev. Vrtela se je samo sama vrtalna glava na koncu. To je bilo zelo pomembno zaradi izjemne globine. Pritisk in teža celotnega vrtalnega sistema sta bila zelo velika. Turbina, ki so jo uporabili, je bila dolga približno 46 metrov. Na samem koncu je bila vrtalna glava s premerom približno 214 mm. Tudi zasnova je bila posebna. Ni zdrobila celotne kamnine, namesto tega je pustila trden del na sredini, ki se imenuje jedro. To jedro ima premer približno 60 mm. To je najpomembnejši del celotnega projekta. Zaradi teh vzorcev kamnin lahko znanstveniki preučujejo sestavo in zgodovino Zemlje, medtem ko gredo vedno globlje. V notranjosti turbine je posebna cev, ki poteka od vrha do dna, da se lahko zbrano kamenje dvigne izpod Zemlje. In bolj ko se vrtanje poglablja, bolj postaja celotna operacija nevarna. Celotna vrtalna veriga, skupaj z vrtalno tekočino, tehta okoli 200 ton. In upoštevajte, tukaj so uporabili še posebne cevi iz lahke zlitine. Ker če bi uporabili navadne jeklene cevi, bi se celotna struktura zlomila že zaradi lastne teže. In seveda, bolj ko so kopali globoko v zemeljsko skorjo, več je bilo nesreč in nepričakovanih težav. Ena največjih tragedij v zgodovini Koljske supergloboke vrtine se je zgodila potem, ko je ekipa začasno ustavila svoje delo. 27. septembra 1984 je nekaj znanstvenikov in inženirjev odšlo na Mednarodni geološki kongres v Moskvo. To je sprva izgledalo povsem običajno. Ko so se vrnili, pa se je začela največja težava celotnega projekta. Kot da Zemlja ni hotela odpustiti, da so vrtino tako dolgo pustili pri miru. Medtem ko so bile vrtalne operacije ustavljene, so bili nekateri deli sten znotraj vrtine še vedno brez ojačitve s cementiranimi jeklenimi cevmi. Zaradi tega so se nekateri deli na dnu začeli deformirati in podirati. Ko se je ekipa vrnila, so nadaljevali delo kot prej. Najprej so poskusili izvleči zelo dolgo vrtalno kolono navzgor, toda medtem ko so jo dvigovali, se je nenadoma zataknila znotraj vrtine. Ko so jo poskušali na silo odstraniti, se je celotna vrtalna garnitura pretrgala.
Skupaj s tem sta pod zemljo ostala zakopana turbovrtalnik in skoraj 5 km dolgih vrtalnih cevi. V hipu je bilo 5 let njihovega dela skoraj vrženih stran. Predstavljaj si to. Ogromna oprema. Zelo globoko je bilo zakopano in skoraj nemogoče ga je bilo izvleči nazaj, toda ekipa ni obupala. Večkrat so poskušali narediti novo vrtalno pot, da bi se izognili delu, kjer se je oprema zataknila. To je pogosta tehnika pri globokem vrtanju, ki se imenuje stransko vrtanje. Namesto, da bi vztrajali pri stari poti, naredijo novo pot iz višjega dela vrtine. Toda postopek ni bil lahek. Večkrat so doživeli nesreče, okvare opreme in slepe ulice pod zemljo. Zaradi tega koljska supergloboka vrtina ni preprosta ravna luknja navzdol. Pravzaprav je bolj podobna velikanskemu podzemnemu labirintu z mnogimi odcepi in ovinki v različne smeri. Kot nekakšen tuj planet s prepletenimi tuneli pod zemljo. Potrebovali so še 6 let, da so ponovno dosegli globino 12 km. In leta 1990 so dosegli končno rekordno globino, približno 12.262 metrov. V tistem času je bil to že pravi inženirski čudež. Toda tudi pri taki globini niso dosegli niti polovice debeline zemljine skorje na celinah. Ker je skorja na kopnem lahko debela okoli 30 km. In še bolj noro je pomisliti, da se pod tem nahaja plašč, ki je debel skoraj 3000 km. Glede na velikost Zemlje se zdi, da je človek na površini planeta naredil le tanek prask. Potem pa so se vrstile še druge težave in nesreče. Inženirji so počasi izgubljali upanje, da bodo lahko izkopali še globje od tam. Na tej točki so skoraj naredili vse, kar je bilo mogoče s tehnologijo tistega časa. In kot da obstaja meja, ki je Zemlja resnično noče preseči. Kot da se sam planet upira razkritju svojih globlih skrivnosti. Zato so leta 1992 popolnoma ustavili vrtalne operacije. Čeprav niso dosegli prvotnega cilja, 15 km, je bil Kola supergloboki vrt še vedno izjemen uspeh za znanost. Skoraj pri vsakem metru kopanja so odkrili nove informacije o notranjosti Zemlje. Na primer, na globini približno 1,6 km so našli industrijske zaloge bakra in niklijeve rude. A še bolj presenetljivo je bilo njihovo naslednje odkritje. Na globini približno 9,5 km so našli geokemično anomalijo, plast kamnine z visoko vsebnostjo zlata. Ta plast vsebuje približno 1 gram zlata na tono kamnine. Težava pa je, da je tako globoko, da rudarjenje ni praktično. Kopanje bi stalo več kot zlato, ki bi ga pridobili. Toda za znanost je to odkritje še vedno zelo pomembno. In projekt ni spremenil le razumevanja mineralov. Še pomembnejša je sprememba v našem razumevanju same strukture zemljine skorje. Preden so začeli z vrtanjem, so znanstveniki najprej pripravili geološko napoved o tem, kakšne plasti bodo pod zemljo. Toda ko so šli globje, se je skoraj vse, kar so pričakovali, izkazalo za napačno. Plast, za katero so pričakovali, da se bo končala pri prvih 5 km, se je v resnici raztezala vse do 7 km. In namesto, da bi potem naleteli na gostejše in trše bazaltne plasti, so naleteli na povsem drugačno vrsto kamnin. Še bolj presenetljivo pa je, da tudi ko so dosegli globino 12 km, še vedno niso našli bazaltne plasti. Preden so sploh začeli projekt, so namreč uporabili globinsko seizmično skeniranje za preučevanje podzemlja. Na podlagi rezultatov so znanstveniki verjeli, da obstaja del pod zemljo, kjer granit prehaja v bazaltno plast. In tam, v tej coni, so opazili najmočnejši seizmični odboj. Toda ko so dejansko dosegli to globino, se je izkazalo, da je bila prejšnja interpretacija popolnoma napačna. Namesto trdih bazaltnih kamnin so našli kamnine z nižjo gostoto. Polne so bile tudi razpok in prelomov. To pomeni, da je bilo veliko stvari, za katere so znanstveniki mislili, da so gotovo resnične, o globinah Zemlje nenadoma dokazano napačnih. To odkritje je znanstveno skupnost resnično presenetilo. Nihče ni pričakoval tega, kar so odkrili pod zemljo. Pravzaprav je bilo treba veliko prejšnjih prepričanj o globoki geologiji spremeniti, potem ko so prišli rezultati iz Kola superglobokega vrtanja. In zaradi tega so znanstveniki začeli gledati na stare geofizikalne študije, so jih nekoč izvajali v različnih delih sveta z drugačne perspektive. Toda pridobivanje informacij iz tako globokega območja ni bilo enostavno. Eden najtežjih izzivov je bilo dvigovanje vzorcev kamnin iz globin.
tako kot jedrni vzorci, ki smo jih omenili prej. Ko se ti vzorci dvignejo iz zelo globokih delov Zemlje, se pritisk okoli kamnine nenadoma zmanjša. In zaradi tega se tudi zelo trden granit še vedno drobi, ko se dviga proti površju. Predstavljaj si to. Granit, ena najtrših kamnin na svetu, se lahko sam od sebe zlomi samo zaradi močne spremembe pritiska. Zaradi tega morajo znanstveniki včasih zelo upočasniti dvigovanje jedrnih vzorcev. V nekaterih primerih to traja celo več dni. Samo zato, da ostane kamen cel in se njegova struktura ne poškoduje, preden pride na površje. A še bolj so bili presenečeni nad še eno stvarjo, temperaturo v globinah Zemlje. Sprva so znanstveniki pričakovali, da se bo temperatura zvišala za približno 11 stopinj Celzija na kilometer, ko bodo vrtali globje. Toda, ko so dosegli globino približno od 2,2 do 7,5 km, se je vse nenadoma spremenilo. Povišanje temperature je naraslo na približno 24 stopinj Celzija na kilometer. To je bilo veliko bolj vroče, kot so prvotno izračunali. Na globini približno 5 km je bila temperatura že okoli 70 stopinj Celzija. In ko so dosegli približno 12 km, je temperatura dosegla skoraj 220 stopinj Celzija. To je bilo precej višje, kot je znanost v tistem času pričakovala. In tam se šokantna odkritja še niso končala. V globinah, za katere so prej verjeli, da tam ni nobenega organskega življenja, so našli 14 vrst fosiliziranih mikroorganizmov. To pomeni, da obstajajo dokazi o starodavnih mikroskopskih oblikah življenja pod zemljo. In še bolj neverjetno je, da so kamnite plasti, iz katerih izvirajo ti mikroorganizmi, ocenjene na več kot 2,8 milijarde let. Še starejši so od večine življenja, ki ga poznamo danes. V še globljih delih, kjer ni več sedimentnih kamnin, so raziskovalci našli tudi izjemno visoke koncentracije metana. In še danes se še vedno preučuje, kako je nastal na tako globokem mestu. Toda vse to je le majhen delček odkriti v Kola supergloboki vrtini. Na koncu je projekt jasno pokazal eno stvar. O lastnem planetu vemo še manj, kot smo mislili. Poleg tega, da je Kola supergloboka vrtina svetovni rekorder po globini, je postala tudi središče ene najbolj znanih teorij zarote na svetu. Po eni viralni zgodbi naj bi medtem, ko so vrtali globlje, iz globin Zemlje zaslišali nenavadne zvoke. Menda naj bi šlo za krike. Zvoki, ki naj bi prihajali iz pekla. Takrat se je po internetu celo razširil zvočni posnetek. Zaradi tega se je hitro razširila teorija zarote, da naj bi znanstveniki po nesreči izkopali pot naravnost v pekel. A v resnici to ni res. Gre zgolj za veliko internetno prevaro. Prvič, na vrtalni opremi Kola SuperDeep niso bili pritrjeni nobeni mikrofoni. Imeli so le senzorje, ki so merili vibracije, pritisk in različna nihanja okolja pod zemljo. To se ne uporablja za snemanje dejanskega zvoka, kot pri običajnem zvočnem snemanju. Zato za te tako imenovane krike iz pekla, ki so se razširili po spletu, ni nobenih znanstvenih dokazov, da bi resnično prihajali iz Kola supergloboke vrtine. Drugič, prvi in najzgodnejši vir zgodbe o vrtalni napravi, ki naj bi vodila v pekel, je bil finski časopis. In tukaj je ena zelo pomembna podrobnost. Članek so objavili 1. aprila na dan norcev. To pomeni, da obstaja velika verjetnost, da je bila zgodba od začetka le šala ali potegavščina. Toda ker se je zgodba hitro razširila, je veliko ljudi verjelo vanjo in iz celotne zgodbe naredilo teorijo zarote. Ampak čeprav je bila zgodba o zvokih iz pekla lažna, so se na Kola supergloboki vrtini res zgodile nekatere nenavadne stvari. In mogoče so prav te stvari navdihnile tiste, ki so ustvarili prevaro. Eden najbolj skrivnostnih incidentov je bila velika nesreča, ki se je zgodila v nepojasnjenih okoliščinah. Po besedah akademika Davida Gubermana, direktorja raziskovalnega in proizvodnega centra Kola supergloboko, se je tam zgodil dogodek, ki ga niti sami niso mogli razložiti. V enem izmed intervjujev je povedal: po besedah Davida Gubermana, ko so ga vprašali o tej skrivnostni zgodbi na UNESCO, ni vedel, kaj naj odgovori. Dejal je, da je večina zgodb velika neumnost. Toda kot znanstvenik tudi sam ne more trditi, da natančno ve, kaj se je v resnici zgodilo. Po njegovih besedah so globoko spodaj zabeležili nenavaden zvok, preden je prišlo do močne eksplozije. A še bolj skrivnostno je bilo to, da ko so se po nekaj dneh vrnili na isto globino, niso našli nobenih sledi incidenta.
kot da bi vse kar naenkrat izginilo. In zaradi tega se je še bolj povečalo število ugibanj okoli supergloboki vrtini. Kdo pa v resnici ve, kaj se je zares zgodilo pod površjem Zemlje? Leta 1995 so projekt dokončno zaprli in samo vrtino zapečatili. In morda, kot pravijo nekateri, bodo skrivnost, ki jo je zapustila kola supergloboka vrtina, morda razvozlale šele prihodnje generacije znanstvenikov. Medtem ko je bila Sovjetska zveza zaposlena s svojim projektom ultraglobokega vrtanja, je obstajal tudi ameriški projekt, ki je skoraj dosegel globino 10.000 metrov. Leta 1974 je ena ultragloboka vrtina v naftnem bazenu Anadarko v Oklahomi dosegla približno 9583 metrov. In v tistem času je bil to že svetovni rekord. Še bolj presenetljivo pa je bilo, kako hitro so napredovali. Potrebovali so le približno 502 dni, da so dosegli to globino. Takšna globina, to je bil izjemen dosežek v tistem času. Projekt je financiralo podjetje Lone Star in porabili so približno 15 milijonov dolarjev. To je bil ogromen znesek v 70 letih prejšnjega stoletja. A vendar, kljub vsem stroškom in trudu, je bil projekt tudi velika neuspeh. Ker je bil njihov pravi namen najti nafto, a namesto nafte so naleteli na nekaj povsem drugega. Ko se je vrtalna turbina spuščala globje, je nenadoma vstopila v ogromno podzemno rezervoar stopljenega žvepla, kot da bi pod zemljo obstajalo žareče morje. Zaradi tega so mnogi ljudje takrat primerjali to mesto s podzemljem ali peklom zaradi izjemne vročine in nenavadnih razmer pod površjem. Ker pa to ni imelo komercialne vrednosti, so projekt hitro zaprli. In tam se je njegova zgodba končala. A vendar po desetletju se je na drugi strani sveta začel še bolj nenavaden projekt. Švedski projekt. V 80. letih se je pojavila nenavadna znanstvena teorija o izvoru nafte in zemeljskega plina. Večina znanstvenikov je namreč takrat verjela, da so fosilna goriva nastala iz starodavnih rastlin in organizmov, ki so bili zakopani v zemlji zelo dolgo časa. Vendar pa so nekateri raziskovalci imeli drugačno prepričanje. Po njihovi teoriji je mogoče, da nafta in plin ne izvirata le iz bioloških materialov. Možno je tudi, da to izvira neposredno iz zemeljskega plašča. To so poimenovali hipoteza o tekočinah iz zemeljskega plašča. Po tej ideji obstajajo pregreti plini in tekoče zmesi, polne ogljikovodikov, ki nastajajo v plašču in se postopoma dvigajo proti zemeljski skorji. In če je to res, to pomeni, da so lahko nahajališča nafte in plina tudi v vulkanskih in metamorfnih kamninah, ne samo v sedimentnih plasteh. To bi bilo izjemno veliko odkritje za znanost in naftno industrijo, zato je projekt hitro dobil finančna sredstva. Švedska se je odločila izvesti velik eksperiment, da bi preizkusila teorijo. Za vrtalno mesto so izbrali krater Siljan Ring. To je izjemno velik udarni krater s premerom okoli 52 km. Na podlagi geofizičnih podatkov naj bi bilo na globini približno 500 do 600 metrov kalciniran granit, pod njim pa bi lahko bil rezervoar ogljikovodikov. Znanstveniki so uporabili zelo natančne meritve gravitacije za preučevanje gostote in sestave kamnin pod zemljo. In po njihovih izračunih naj bi bile na globini okoli 5 km zelo porozne kamnine. Kamnine, ki bi lahko bile polne nafte in plina, vse je izgledalo obetavno, toda ko se je začelo vrtanje, so bili rezultati zelo razočarajoči. Investitorji in znanstveniki, ki so v projekt vložili okoli 60 milijonov dolarjev, skoraj niso dobili ničesar, saj niso našli komercialnih zalog nafte. Našli so le majhne in razpršene količine nafte in plina, ki so bile očitno biološkega izvora, ne iz plašča. Zaradi tega so projekt leta 1990 tudi zaprli. Čeprav je projekt propadel, pa je bilo tam eno odkritje, o katerem se še danes govori. 11. julija 1987, ko je ekipa poskušala odstraniti preostalo vrtalno vrvico na dnu, so na svoji opremi opazili nenavadno snov. Ko so dvignili vrtalno cev na površje, so bili zelo presenečeni. Ko so videli, da je notranjost spodnjega dela polna lepljive črne snovi, ki je bila podobna črnemu želeju ali gostemu asfaltu. In njegova teža je bila okoli 60 kg. To so vzeli z globine, približno 5945 metrov, znanstveniki so to takoj začeli preučevati. Na podlagi prve analize je bila glavna sestavina magnetit, pomešan s parafinskimi ogljikovodiki.
Še bolj presenetljivo je, da so našli tudi biomarkerje, ki so podobni tistim, ki so jih prej odkrili v okolici Siljanskega kraterja. Zaradi tega so nekateri raziskovalci predstavili zelo drzno teorijo. Možno je, da je črn material produkt podzemnih bakterij, ki kot del svojega življenjskega cikla uporabljajo nebiološke ogljikovodike iz plašča. Če bi to dokazali, bi to zagotovo postalo svetovna senzacija, kajti to bi lahko spremenilo naše razumevanje nastanka nafte in podzemnega življenja, vendar pa niso vsi verjeli. Veliko skeptikov se je uprlo tej teoriji in ko je preiskava trajala dlje, se je začela pojavljati bolj preprosta razlaga. Znanstveniki so ugotovili, da je teden dni preden so našli črno snov, vrtalna ekipa uporabila posebno mešanico komercialne sode, polimerov in biorazgradljivih maziv, da bi sprostili zataknjen vrtalni niz na isti globini. Ta kemična mešanica je krožila po sistemu skoraj en dan. In potem se je vrtalna cev ponovno zataknila. Po podrobnejši kemijski analizi so ugotovili, da skrivnostna črna želeja ni prišla iz plašča ali podzemnih bakterij. Izkazalo se je, da je to le produkt izjemnega pritiska, toplote, kemijskih reakcij in mehanskega stresa pod zemljo. Običajna biorazgradljiva maziva, pomešana s kavstično sodo, dizelskim gorivom in ogljikovodiki iz lokalnih vodnih virov, so se spremenila v nenavadno snov, ki je niso pričakovali. To samo kaže, kako ekstremni so pogoji v globinah Zemlje. Zaradi izjemno visokega pritiska in toplote lahko tudi običajni materiali postanejo nekaj, kar se zdi, kot da ni z tega sveta.